No, skratka, en lep pozdrav vsem, ki ste danes z nami na tej Zoom liniji. Sem Lara Jankovič in vas bom vodila skozi program otvoritve slik Radeta Mikačiča pod naslovom Obujanje. Vsako leto študijski krožek Spoznajmo svoje mesto in domovino na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani pod mentorstvom magistre Olge Pavlič raziskuje teme, ki so umetnostno prikrite ali celo skrivnostne, ugotovitve pa predstavljajo javnosti in zbirajo v zbornikih. V študijskem letu 2020-2021 so proučevali umetniški opus slikarja Radeta Mikačiča iz Splita, ki se je, ko je bil pri vojakih v Mariboru, zaljubil Slovenko Alenko, hčer slavnega čebelarja Antona Žnidaršiča. Po poroki sta se naselila v Sloveniji. Imela sta hčerko Marijo, ki je občudovala svojega očeta in njegove slike, ki jih je ljubiteljsko ustvarjal v prostem času. Dolga leta je tlela v njej želja, da bi očetove slike predstavila javnosti, a ji žal do sedaj ni uspelo. Študijski krožek je tenkočutno prisluhnil njeni želji in se odločil, da bodo v obliki raziskovalnega projekta odstranili tančice slikarjevega ustvarjanja ter ga predstavili javnosti. Vse ugotovitve so zbrali v zbornik monografijo Rade Mikačič in njegov slikarski opus ter jo v septembru predstavili na dogodku v okviru 31 dnevov Evropske kulturne dediščine in 9. tedna kulturne dediščine v Mestni hiši v Ljubljani. Z današnjim dnem bodo odprli razstavo 61 slik v zgodovinskem atriju. Pri raziskavi je sodeloval umetnostni kritik ter umetnostni zgodovinar Aleksander Basin, ki je ovrednotil Radetov opus ter pripravil današnjo postavitev slik. Sedaj pa vas vabim, da prisluhnete in sledite multivizijski impresiji z naslovom Atelje Radeta Mikačiča med Splitom, Parizom in Rakitno, ki jo je pripravil glasbenik, skladatelj, fotograf in umetnostni zgodovinar Lado Jakša. Z izjemnim občutkom je harmonično povezal likovno in glasbeno umetnost ter umestil v projekcijo nekaj citatov iz zbornika.
Veliko delo torej za oblikovanje zbornika sta opravili Meta Havliček in mentorica magistra Olga Pavlič. Zbrali sta pisna poročanja raziskovalcev in slikovno gradivo ter vse uredili v zanimiv in slikovit zbornik monografijo, ki daje celovit vtis o Radetovem ustvarjanju, pa tudi o slikarjevem sorodstvenem in prijateljskem krogu. Meta Havliček nam bo predstavila zbornik in dva plakata, ki sta razstavljena v atriju. Prvi predstavlja vsebino zbornika, drugi pa bogato 16-letno delo študijskega krožka Spoznajmo svoje mesto in domovino. Prosim. Okrog nas in z nami živijo izjemni ljudje, ki jih ne opazimo, dokler nam jih kdo ne pokaže. Velikokrat ima izjemna oseba za seboj zanimivo poreklo in sopotnike, ki so pustili zgodovinske sledi, ne da bi z izjemo v ljubiteljskih krogih sploh vedeli za njihova imena. V našem krožku iščemo takšne izzive in tokrat smo proučevali umetniški opus slikarja Radeta Mikačiča iz Splita, ki se je pri vojakih v Mariboru zaljubil v Slovenko Alenko Žnidaršič. Sledi o družinah Mikačič in Žnidaršič v preteklosti smo proučili obsežno literaturo. Rezultat raziskovanja je odkritje več kot 100-letne zgodovine meščanskih družin, iz katerih z Alenko izhajata in njihov vpliv na življenje v širši okolici. Za Radeta je bila pomembna njegova družina, oče Dujan, mati Marjeta, žena Alenka, hči Marija in vnuk Ciril. V zborniku pišemo o konjičkih Radeta Mikačiča in seveda o njegovem slikarskem ustvarjanju. Vse slike, okrog 100 jih je, so pri hčerki Mariji in bližnjih sorodnikih, katerim jih je daroval ob različnih praznovanjih. Na enoletnem izobraževanju v Parizu, ko je stanoval pri svaku Antonu Avguštinčiču in sestri Nadi, je hodil po galerijah in se učil ob slikah znamenitih impresionističnih slikarjev in razvil svoj lasten impresionistični slog. V zborniku predstavljamo Radetove parafraze na dela znanih slikarjev in Radetove slike z originalnimi motivi. Pomembne osebnosti povezane z Radetom Mikačičem. Na življenjski poti od splitskega dijaka do upokojenca v Ljubljani je srečal mnoge zanimive ljudi in z njimi delil svoje hobije, poglede na umetnost in družbeno dogajanje. Poleg staršev, zlasti očeta Dujma, je v mladostniški dobi nanj vplival profesor splitske realke Girometa, njegova svaka kipar Anton Avguštinčič in slovenski politik ter literat dr. Ferdo Kozak in pa prijatelj Božidar Jakac. Jože Plečnik je bil njegov sogovornik pri prenovi Križank in šole za umetno obrt in oblikovanje. Pomemben del zbornika predstavljajo spominske zgodbe. Spomini na Radeta, ki so jih zapisali tisti, ki so ga poznali, poznajo njegove slike ali so iskali družinske sledi po Dalmaciji. Zbrali smo spomine Radetove žene Alenke, objavljene v knjigi Košomatovi, spomine hčerke Marije in njenih prijateljev, ki so raziskovali Radetove korenine v Dalmaciji. Marijin mož Tit Turnšek nam je odkril, kako živi med slikami Radeta Mikačiča. Poseben zapis je prišel iz muzeja grada Splita, ki ga je napisala muzejska kustosinja magistra Teja Blagajič Januška. Vse nas je presenetila bogata kulturna dediščina v obeh družinah, splitski in ilirsko-bistriški. Marija je opisala, kako so bili povezani s čebelami in medom, testeninami pekatete, čokolado mirim in kako so gojili izvirno kulinariko v kombinaciji dalmatinske in slovenske kuhinje. V letošnjih dnevih kulturne dediščine in evropske kulturne dediščine smo predstavili del te družinske kulinarične dediščine s kulinarično delavnico v oktobru 2021 z naslovom Sladice in iz kuharske zapuščine družin Mikačič in Žnidaršič.
Prav je, da vam povem, kdo smo, ki smo ta zbornik pripravili. To smo študijska skupina Spoznajmo svoje mesto in domovino, ki od leta 2004 deluje pod mentorstvom profesorice magistre Olge Pavlič. Naša področja študija so svetovni umetnostno-zgodovinski razvoj skozi zgodovinska obdobja. Stalna umetnostna zgodovinska tema je seveda naša Ljubljana, spoznajmo naše mesto. In to smo ga preučevali od prvih naselbin pa do Plečnika. Vsako leto pripravimo raziskovalni projekt na izbrano temo in potem to izdamo v zborniku in tudi javno predstavimo. Spremljamo aktualna dogajanja doma in v svetu. Profesorica nam po naših željah predstavi tudi posebne teme, kot so recimo ikonografija svetikov, sporočilnost umetnin, ženske v likovni umetnosti in tako naprej. Seveda si ogledamo tudi razstave, ki so v Sloveniji, predvsem v Ljubljani, in pa v tujini, hodimo na izlete po Sloveniji in na večdnevne ekskurzije v tujino, kjer si ogledamo stavbe oziroma umetnine, ki so povezane z obravnavano snovjo. Oboje predstavitev zbornika in pa dela naše skupine si lahko ogledate na plakatih v predvedlu Mestne hiše. Nazadnje bi se rada zahvalila Univerzi za tretje življenjsko obdobje, predvsem gospe Alijani Šantelj. Zahvaljujem se vam, gospa Meta Havliček, za to predstavitev. Izpostavila pa bi inovativni pristop gospe Havliček in magistre Pavlič za predstavitev umetniškega ustvarjanja doslej neznanega slikarja na zanimiv in slikovit način. Sedaj pa se v mislih preselite na razstavni prostor zgodovinskega atrija v Mestni hiši, kjer je razobešenih slikarjevih 61 platen. Prisluhnite besedam umetnostnega kritika ter umetnostnega zgodovinarja Aleksandra Basina, ki je ovrednotil Radetov opus in nam bo predstavil svoj kritični pogled na njegovo slikarstvo. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dovolite mi za uvod najprej besedo, kako je razstava Radeta Mikačiča zastavljena. Prostor ni najbolj idealen za razstave, ampak na drugi strani pa vemo, da smo lahko praktično razstavili vse, kar smo želeli tudi razstaviti. Število slik boste lahko sami prešteli, ampak ustavimo se pri zasnovi razstave. Zadaj, v zadnjem krogu so parafraze Radeta Mikačiča na vse različne francoske, hrvaške in hrvaške avtorje, pa seveda tudi, več ali manj na te. Potem gremo v drugem krogu, ki se konfrontira z parafrazami, so nekatere še zmeraj parafraze, ki pa počasi prehajajo v originale in potem največji prostor, najlepši, zame saj je čist, je posvečen rodni Dalmaciji Mikačičevi in potem se vračamo v notranji prostor, notranji interjer in sicer ki je delno predstavljen s slikami njegovega zadnjega domovanja na Rakitni. Vmes so pa pravzaprav kot en tak posebej bombonček, da tako rečem, v dobrem pomenu besede, smo izpostavili par tihožitij, par cvet in zaključimo potem z njegovo zadnjo sliko. Zdaj pa prosim, da sledimo, mora biti takoj parafrazam. Tukaj imamo že prvo parafrazo, flamenka, spet
V teh parafrazah moram reči, da je Mikačič vedno prisoten nekje v ozadju ali pa podtonu morje, pač tisto morje, za katerega pravimo, da je najlepše naš dalmatinski Jadran. Če gremo dalje, imamo Sezana, struktura, ki je tudi grajena nekako morbitna, sodeč po drevesih, po temu rastlinju, da je lahko tudi nekje ob morju. Formalno moram priznati, da ne vem, kje so Grdane točno, ampak predvidevam, da so na morju, malce zares zahajali in seveda potem neizogibne Benetke, kjer je v nedeljo se zaključil arhitekturni bienale. Tudi jaz nisem obiskal Benetke, Mikačič pa seveda tudi ne, pa še vi drugi tudi ne. Malce zares, malce za šalo. Potem gremo v tale notranji prostor in par primerov, konkretno ikone in parafraze na enega tudi Žorža Rovoja. Se mi zdi, sta eni dve temi, ki niso bili tako prisotne, ampak Rovoja imamo potem še na drugi strani in vsekakor je zanimiv, da je ta ekspresionizem, ta ekspresivna linija, ki jo je Mikačič rad poudaril, morbiti pri Rovoju prišla najbolj v poštev. Tukaj je prvi vzornik Mikačičev Ignacij Job, parafraza na njegovo tihožitje, škarpena, ki jo je uspel naslikati v njeni pač že drugi fazi, ampak vendar zelo ekspresivni. Tukaj imamo en portret ženske, verjetno bi avtor znal povedati, koga je upodobil, težko pa zdaj po tolikih letih določimo, ampak očitno je en portret, žal je ostal anonimen. No in potem, da se je očitno izgledoval tudi po slovenskih impresionistih, evo ga Jakopič na desni strani, spomin, znamenita seveda slika je v originalu veliko večja. Na levi strani imamo Modiglianija in tam nekje čist spet na enem od stebrov imamo zanimivo Mikačiča parafraza na Maneo parafrazo Velasqueza. Skratka, mora biti malce dublirano na njegovo znamenito Velasquezovo Infantinjo. No, potem je pa tule smo pa želeli, jaz sem namerno tole tihožitje, ki je Mikačičevo in je lastno izpostavil, zaradi tega, ker mi je nekako šel v ta kontekst vseh parafraz, ampak to je originalno. Ni vzornika, direktnega vzornika, tu ne vidimo, lahko je principi, sezanovski principi, pa mora biti tudi malo Rovoja. Jaz sem ga nekako zasledil, meni je ta slika med njegovimi avtorskimi, če izpustim seveda krajine, najbolj ljuba. No in potem so ti Rovoji, o katerem smo že prej govorili, na desno, dva. Rovoja je verjetno Mikačič videl tudi v Ljubljani, v poznih začetka 60-ih let je bila velika razstava Rovoja v ljubljanski Mali galeriji. V tisti galeriji, ki je Banka Slovenije dala slovo, oziroma ne vemo, kdo je bil tisti. Kdo je kriv za to, da najbolj prestižno razstavišče v nekdanji skupni državi in v slovenski prestolnici je bila Mala galerija. Tam so se zvrstili najpomembnejši avtorji. To mimogrede malce dobudimo zgodovino za lepim prostorom, ki žal ni več na razpolago.
Potem tu sta nekaj par tudi zanimivih slik, spet mal navežemo na en odtenkinga impresionizma, seveda Jakopič, in potem je pa že parafraza spet na Dalmacijo, na Ignacija Joba. In se zdaj počasi bližamo Dalmaciji, konkretnim originalnim delom. Potem, ko se sprehodimo seveda še mimo Žorža Braka, pa spet mimo Benetk. In zdaj pa stojimo pred sigurno najljubšo motiviko Mikačiča, rodna Dalmacija, otoki, Brač, Šolta. Modrina je tista, ki je seveda ni nikoli zanemaril. Mikačič se je po svetu in tudi tej strukturi, organski strukturi na posameznih slikah, nekje bolj prepoznavne, nekje manj. Sigurno se mi zdi, da je pač to na razstavi najbolj značilno, najbolj pomembno, najpomembnejša dela njegova. Včasih se mi prav zazdi, da bi bil vesel, če bi Mikačič rad še kaj povedal v teh svojih slikah, ampak tako, kot sem ga jaz poznal leta 1961, je bil zelo redkobeseden, ne vem, in potem pravzaprav jaz nisem takrat niti vedel, da on slika. To je en tak kuriozum. Malo se spet obrnemo nazaj, izkoriščamo te prazne prostore. Spet sem konfrontiral tale marsejski Sazanov zaliv z Jadranskim morjem in obe modrini pač rabita svoj prostor, ampak kot nalašč Mikačič ni delal prevelikih slik in zaradi tega je razstava po mojem dobro učinkuje, čeprav smo pač rekli, da tole razstavišče ni najboljše, ampak vsemu navkljub. Pa tudi barvno se lepo ujemajo te Ja, to stene so take, je bolj vidna in jih v na bistvu, zidov. ja, pa ta belina se mi, hvala Bogu, da ta ni rumena, ne, ker pol bi verjetno malo pojedla sliko. No in potem se že... Tam slika je krasna, ker je upodobil tudi svojo ženo Alenko. Aha, tamle, ki je v tem. Te smo probali malo bolj intimno na teh majhnih prostorih dati. Ja, figure morda jih pogrešamo, ampak v tem pejsažu dalmatinskem in v tej vročini, ko pravzaprav nekako zastane, imam občutek, da jih je delal takrat, da je Mikačič rad to delal, ko imajo Dalmatinci svojo siesto. To je tam ob 2 popoldne do 5 izgine vse. Tudi jaz, kadar sem v Dalmaciji takrat, se ne premaknem. Rakitna, kjer Mikačič ujame ne več modrine, ampak zelenilo. Zelena barva je zelo skeptična, vzbuja skepso skoraj pri vsakem slikarju. O tem sem se enkrat pogovarjal z pokojnim sopotnikom naših modernistov Evgenom Sajovicem, ki je bil ki se je rad izrazito posvečal zelenilu, ampak tistemu zamrlemu, ne temu pri Mikačiču, to čisto kitruska, to zelenilo oživi sliko in nekako imam občutek, kot da ni več pogrešal svoje Dalmacije. Ali je hčerka Marija povedala, da je rade, ko je šel na Rakitno, vonjo morje?
in da je zato tako rad slikal na Rakitni. Ja, to je poseben von, ki ga imajo samo slikari. Ja. No, vse to. Mi je bilo zanimivo, ko je to Marija povedala. Jaz ga voham tudi zdaj, ki nisem mogel letos v Dalmacijo. No in potem imamo, kot sem omenil, te bombončke majhne, par cvetličnih tihožitij in en znamenit interjer za Radeta, to je interjer te tako zvane Kninske ulice, kjer je imel Rade Mikačič, mislim, da je svoj delovni prostor. Njegova domačija, Ja. družinska. Nekje utišana v eni vidovičevski atmosferi in tako počasi prihajamo do tudi ena zanimiva taka igrača pod klavirjem, en motiv nekako bolj blizu seveda otroški fantaziji. Postavimo se pred zadnjo sliko, to je ta, za katero lahko trdimo, da je spet ena parafraza, na koga, na kaj. Morebiti je zanimivo, da ta svetloba, ki je tu trepeta vse, malo več impresionizma kot ekspresionizma, ampak mislim, da je dostojen zaključek razstave in seveda lep spomin, nostalgičen na zadnje njegovo, potem, ko je pač moral odložiti čopič in paleto. To, kar pravzaprav sem že na začetku vodstva napovedal, vse slike so v bistvu tudi tiste, nekaj smo jih morali pač izločiti, ker ni bilo nemogoče jih razstaviti v tem sicer velikem prostoru in smo jih pač, so pa vse reproducirane v tem izbranem, zanimivem katalogu, kjer je tudi redosled in konfrontacija s parafrazami in z dodatki vseh slušateljev Tretje univerze, kar je še posebej zanimivo in mislim, da je to en kuriozum, ki ga v Ljubljani ali pa v Sloveniji še nisem doživel. To nas pa veseli, bravo, hvala lepa. Prosim. No, tako. Ploskar je treba upoštevati, da zdravo, ne? Dobro. Gospod Basin nas je prijazno pohvalil, ko je predstavil naš zbornik. Jaz sem mentorica študijskega krožka na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kjer smo se letos celo leto ukvarjali s slikarstvom Radeta Mikačiča. In smo najprej imeli predstavitev na dnevih Evropske kulturne dediščine v septembru, tudi v Mestni hiši. Nato smo imeli, glede na to, da je bila tema letošnjih dnevov Dober tek, smo imeli kulinarično delavnico na Biotehnični fakulteti Ljubljana in nazadnje smo naredili tudi zbornik, ki smo ga objavili in je nekje pripomoček pri ogledovanju te razstave, ker v njem je zbrano sorodstvo, vplivni ljudje, ki so vplivali na Radeta Mikačiča in seveda tudi vse slike. Študijski krožek deluje že 16 let. Zadnjih 6 let imamo vsako leto, izdamo eno monografijo. Pač treba je pokazati, kaj zanimivega odkrivamo skozi celo leto in Rade Mikačič je bil popolnoma neznan, ker vse, kar je ustvarjal, je imel doma spravljene in smo zelo zadovoljni, da nam je to uspelo. No in tu imamo posamezna poglavja iz knjige, po katerih smo obravnavali Radeta Mikačiča, njegovo življenje, starše, ženo Alenko, ki smo jo pokazali na sliki, hčerko Marijo, ki je bila tudi velika duša našega raziskovanja, in njen sin oziroma vnuk, slikarjev vnuk
ki je tukaj na zadnji strani. Lepo je gospod Basin razložil, kako je začel Rade s parafrazami, ob katerih se je učil in se potem razvil v samostojnega slikarja in ustvaril samostojne opuse tako v Dalmaciji, kot tudi pri nas v Sloveniji z Rakitno. Pomembni ljudje, ki so vplivali na Radeta, je bil Anton Avguštinčič, ki je bil njegov svak, to je slovit, bi lahko rekli, nekdanji jugoslovanski kipar, Ferdo Kozak, Slovenec, pisatelj, tudi svak, učitelj žirometa, ki ga je navdušil za jamarstvo, Božidar Jakac in pa Plečnik so bili pa sopotniki v nekem obdobju. Rade je bil v službi v Križankah, kjer se je srečal s Plečnikom in potem tudi z njim nekje izmenjeval, kako naj se Plečnike mnenja, kako bi se Križanke lahko obnovile. Spominske zgodbe, ki so jih prispevali nekateri, ki so prijatelji bili iz preteklosti in sedanjosti, in nazadnje kulinarika družin Mikačič in Žnidaršič, tema letošnjih dnevov, kajti vsaka od obeh družin je imela svoje posebne značilnosti kuhanja. Na eni strani dalmatinska kuhinja, na drugi strani pa slovenska, predvsem iz Ilirske Bistrice, odkoder je bil doma oče hčerke Marije. Za očeta bi povedala še to, da je to naš sloviti čebelar Anton Žnidaršič, ki je zgradil prvo tovarno testenin v Sloveniji, njegova hčerka prvo tovarno čokolade, Mirim, celo prej, kot je bila Gorenjka na Gorenjskem, in njegovi so tudi sloviti ažepani, ki jih še danes uporabljajo čebelarji. No, tako na kratko, da še predstavim, kako je bogato živel Rade Mikačič, kako je bil zadovoljen s svojim življenjem v Sloveniji in tudi kako je zelo vplival na svojo hčerko Marijo, ki še dan danes bogato živi in vpliva s svojimi pozitivnimi mislimi na okolje. Gospa je tudi velika izobraževalka in nam je bilo posebno veselje in čast, da je sodelovala v našem krožku. Najlepša hvala seveda gospodu Basinu za to zanimivo in strokovno predstavitev likovnega ustvarjanja Radeta Mikačiča. Popeljal nas je skozi razstavljena dela, iz katerih veje optika resničnosti in svojstvena impresija, ki nam jo je posredoval na njemu lasten način. Prišli pa smo seveda končno do najave slavnostne otvoritve razstave. Gospa Damjana Pečnik, vodja službe za razvoj na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, nas bo počastila s svojim pozdravom in otvoritvijo razstave Obujanje. Lep pozdrav vsem, ki ste tukaj z mano v sobi, in seveda tistim, ki ste z nami preko ekrana. Današnji dogodek ima sicer malo tehničnih težav, ampak to ne zmanjša vrednosti tega projekta, za katerega so se člani krožka trudili celo leto. Mene posebej veseli, da dnevi evropske kulturne dediščine niso samo enotedenski dogodek, ampak je to dogodek, ki traja celo leto. Predvsem pa sem iskreno vesela rezultata tega projekta. Rezultata, da je za nas krožek odkril do zdaj neznanega umetnika Rada Mikačiča in da je s to razstavo, s to publikacijo, s pomočjo njegove hčerke, dr. Marije Turnšek Mikačič, ostal za nas vse en spomin na gospoda z veliko začetnico, ki je povezal dve državi, nekoč skupni, danes tako različni.
Ne samo na področju likovne umetnosti, ampak tudi na področju kulinarike. Projekt je danes dosegel svoj vrhunec z otvoritvijo te razstave. Vabljeni, da si razstavo ogledate tudi v živo. Mi bomo to storili po tem spletnem dogodku. In iskrena hvala magistri Olgi Pavlič za vodenje krožka, za to, da izbira krasne teme in da svoje dame in gospode zna spodbuditi k resnično intenzivnemu raziskovalnemu delu, ki ima na koncu tudi zaključek v knjigi in tokrat tudi v razstavi. Hvala gospe dr. Mariji Turnšek-Mikačič, da je poleg svoje mame, ki je napisala izjemno knjigo o družini, odkrila še delo svojega očeta in ga bo delila z nami. Največji spomin ali pa največ, kar lahko otroci naredimo za svoje starše, je, da jih ohranimo žive za tiste, ki prihajajo, za prihodnost. S tem je razstava odprta. Jaz vsem skupaj želim uspešno delo še v prihodnje in verjamem, da se bomo ponovno srečali s kakšno zanimivo temo tudi na dnevih Evropske kulturne dediščine. Hvala lepa. Hvala vam. Torej, naš študijski krožek že leta sodeluje na dnevih Evropske kulturne dediščine z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. In zato se zahvaljujemo za podporo in za stalne spodbude pri sodelovanju in seveda se zahvaljujemo gospe Damjani Pečnik, ki je na današnji slovesnosti odprla našo razstavo. Sedaj pa seveda, z velikim veseljem vabim k besedi slikarjevo hčerko Marijo, ki jo vsi zelo dobro poznate in ki je tako zavzeto in srčno pripravila razstavo in seveda tako počastila spomin na svojega očeta. Marija, prosim. Hvala lepa. Torej, moj oče slikar. Vse svoje življenje od najmlajših let sem občudovala slike, njegove slike in živela z njimi, z njegovimi bračkimi vedutami. Kamor sem šla na poročno potovanje in gledala že poznan motiv cerkve v Supetu. Z mamo sta opisovala obsežno slikanje na Šolti, prijetno druženje s češkimi turisti na vrtu hotela v Nečujmu, kjer je moj oče pripravil razstavo slik z novo naslikanimi motivi. Nekaj vedut Šolte je takrat celo odpotovalo na Češko in so tam in jih tudi ne moremo prikazati. Torej spremljata me njegova avtoportreta, tako polna spominov na naše splitsko bivanje na Klinski ulici. Vidim ga v njegovem ateljeju, kako slika, pa v salonu, kjer se pogovarjamo za jedilno mizo na božični večer, mi trije in mama igra na klavir Sveto noč. Oče pa zraven poje. Gledam tihožitja in spominjam se svežih šopkov cvetja iz naših vas, ki so postali enkratni umetniški izrazi tihožitja. Uživam v meni tako ljubih in poznanih očetovih parafrazah impresionistov. Parafraza Edvarda Maneja po Velasquezu Infanta Margarita mi je bila posebej priljubljena. Vedno je visela v moji sobi. Rada sem ji bila podobna. Modiljanjeva parafraza Elvire, ki počiva pri mizi, mi prinaša zgodnje podobe Alenke, moje matere, v letih, ko smo pripotovali iz Ljubljane v Split, ko sem bila mala deklica. Monejevo natakarico s pivom sem s presenečenjem uzrla ob obisku svetovno znane zbirke mojstrovin impresionistov in postimpresionistov v Pariškem muzeju d'Orsay. Tako poznana mi je bila iz očetove zbirke v njegovem ateljeju. Sprehodi po Orleanski postaji so bili za mene sprehodi po mojem domu. Vse je bilo znano, vse je bilo ljubljeno. Dovolite mi sedaj, da zaključujem našo otvoritev razstave Obujanje
in slikarskega opusa Radeta Mikačiča. Najprej gre zahvala naši dragi mentorici, magistri Olgi Pavlič, ki je vodila, usmerjala in skrbela nas študente, ki smo sodelovali v raziskovalnem projektu in pri ustvarjanju zbornika, ter vsem, ki so prispevali spominske zgodbe. Zahvaljujem se seveda vsem sodelujočim, magistri Juditi Bagon, Aleksandru Basinu, Ireni Demšar, Nataši Gorjanc, Marjeti Havliček, kustosini iz Muzeja mesta Split, magistri Teji Blagajič Januška, Mojci Slana, Jelki Štemberger, Jelici Štemberger Pegan in Petru zdravje ter seveda tudi mojemu soprogu Titu Turnšku. Skupaj smo se danes poklonili spominu na mojega očeta. Ves čas smo imeli podporo in pomoč, za kar se iskreno zahvaljujem Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljubljana in vodji univerze Aljani Šant. Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije in vodji dnevov Evropske kulturne dediščine Nataši Gorenc ter vodji službe za razvoj gospe Damjani Pečnik, ki je danes odprla našo razstavo. Hvala lepa. Na to se zahvaljujemo seveda Mestni občini Ljubljana in našemu dragemu županu Zoranu Jankoviću ter koordinatorki programa Galerije Kresija Kristini Fer. No, in sedaj na koncu naj se zahvalim tudi Lari Janković, ki nam bo na koncu zapela pesem Edith Piaf, Je ne regrette rien, ki jo je oče med slikanjem v svojem ateljeju nadvse rad poslušal in je izražala, tako kot je Olga Pavlič povedala, izražala njegov odnos do življenja, saj pravi, da ni obžaloval svojih življenjskih odločitev. Rad je rekel, da je s svojim življenjem v Sloveniji in z družino srečen in izpolnjen. Najlepša hvala, Marija. Ob zaključku mi dovolite, da se tudi sama zahvalim, tudi tebi za zaupanje in predvsem vsem vam, da ste si pač vzeli čas in seveda bili danes z nami. Meni je zelo žal, da nismo mogli to v živo se srečati, ampak ob drugi priliki. Seveda vas vabim tudi, da si pridete ogledati razstavo v zgodovinskem atriju Mestne hiše do 7. decembra 2021, seveda. Dobrodošli ste pa tudi na vodenih ogledih in sicer 27. novembra ob 11. uri vodi Jelka Štemberger v slovenščini, 2. decembra ob 17. uri vodi Irena Demšar v angleščini in 7. decembra ob 17. uri vodi Aleksander Basin v slovenščini. Sredi dopoldneva in popoldneva si boste lahko ob obisku kupili zbornik, monografijo Rade Mikačič in njegov slikarski opus. Sedaj pa vas samo še lepo pozdravljam. Skrbite drug za drugega in za svoje zdravje. Uživajte pa tudi v tem veselem decembru, ki nas čaka in nam trka na vrata. Torej, nasvidenje med slikami Radeta Mikačiča, med katerimi bo zdaj zazvenela njegova tista ljuba No, je ne regrette rien. Srečno. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Oh non, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
c'est payer, balayer, oublier. Je m'en fous du passé, avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolon, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Oh non, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car ma joie, aujourd'hui, ça commence.